Srce človeštva. Nekdo je označil ženo zelo slikovito kot mojstrovino stvarstva. Že to je dovolj, da zaslutimo vso ljubezen, ki jo ima Bog do žene. Le da je žena mojstrovina, če je žena. V njeni biti žena teči gotovost za vsako njeno dobro lastnost. Žena je ljubeča, njeno srce utripa v veri, morda zato, ker ima večji čut za darovanje in vztrajnost tudi v bolečini. Ona kot mati je prvo, dobrotljivo in nezamenljivo orodje pravega nauka, je povezovalka med srci otrok, ki bodo nekega dne, zato da bodo zgradili zdravo, ustvarjalno družbo, morali znati v njej uresničevati bratsko enotnost, ki je osnova vsakega trajnega miru. Žena je pogosto ob strani možu v navidez sekundarnem položaju, a če bo zares žena, bo mož spoznal svojo dovršenost. V današnjih časih, prepolnih nevere, sovraštva, uničevanja vsega duhovnega, ima žena s svojim naravnim čutom za Boga, svojim stalnim klicem k ljubezni, svojo sposobnostjo prodora stvari in dogodke, zaradi česar daje enim in drugim okus in smisel, osnovno nalogo v družbi za njeno prenovo in ozdravljenje. Žena lahko to stori, kajti bodoči možje in žene se kot otroci vzgajajo in poučujejo na njenih kolenih. In če bodo žene opravili svojo nalogo, bodo lahko rekle, če je žena druga Marija, kar pomeni devica, mati, nevesta, jok, raj, toda prinašalka Boga. Lahko naredi mnogo za vse, kajti žena, če je žena, je srce človeštva. Vrednost ljubezni je, da ljubiš. Vrednost ljubezni je v tem, da ti ljubiš. Tako na tem svetu. Ljubezen. Govorim o nadnaravni ljubezni, ki ne izključuje naravne, a je zelo preprosta in zelo zapletena stvar. Zahteva tvoj delež in pričakuje delež drugega. Če boš skušal živeti iz ljubezni, boš opazil, da se na tem svetu splača prispevati svoj delež. Za drugega nikoli ne veš, ali pride, in ni treba, da pride. Včasih boš razočaran, a nikoli ne boš izgubil poguma, če se prepričaš, da je vrednost ljubezni ni v tem, da je vrednost ljubezni v tem, da ti ljubiš. In ljubiš Jezusa v bratu, Jezusa, ki ti vedno vrača, čeprav po drugih poteh.